Stran od oči turistov, vendar še vedno tako blizu, se nahaja prelepa dolina reke Save Dolinke. Dolina spada pod zaščito Nature 2000, to pa še ne pomeni, da ne moramo uživati v vsej njeni lepoti. Kanček adrenalina, veter v laseh in prelepi razgledi. Tako lahko doživimo naravo v zraku z Zipline Dolinko. Koliko časa že obstaja Zipline Dolinka? Zipline smo začeli pripravljati cirka 3 leta nazaj, s prvim idejem pa dokumentacijo. Potem smo ga pa v bistvu lansko leto, oziroma 1 leto prej začeli postavljati. Zaključili smo pa praktično konec maja lansko leto. Tako da je v bistvu za 1 leto, kmalu bo 1 leto, ker imamo ta Zipline. Kako se je pa porodila sploh ta ideja za Zipline nad Savo? V bistvu to je bilo pa slučajno. Enkrat sva šla z ženo pač na sprehod tam gor in v bistvu ta dolina je zelo specifična že zaradi tega preprostega razloga, ker v njej ni ne ceste, niti ene resne poti, da bi lahko jo v bistvu šel dolvodno pogledati. In se nekako čisto samo po sebi ponuja najboljša rešitev po jeklenici. Praktično je to najmanjši vpliv na okolje, najmanj odreš v bistvu v samo naravo, pa obenem je čudovit pogled dol. Tudi mi pa smo se odločili, da premagamo strah pred višino. Kakšna dogodivščina je pa danes pred nami? Ja, tako kot ponavadi. Danes bomo imeli v bistvu izlet nad Savo Dolinko. To se pravi, mi bomo po eni strani imeli lepo naravo, dolino, ki nam je zelo blizu, ki jo vsi poznamo, pa redko, oziroma jo ne moremo videti z take perspektive drugače. Tako da bomo videli malo dolino noter, reko, v življenje doline, po drugi strani bomo pa videli tudi lepe razglede. Glede na to, kakšno je vreme, bomo videli Triglav, Karavanke. Mi gostom vedno pokažemo Babji zob, jih povabimo v jamo pod Babjim zobom, dobro delamo, sodelujemo z Društvom za varovanje jam. Tako da z našega Ziplina mi goste povabljamo še drugam. Tam, ko se na posameznih točkah določene take zanimive stvari vidijo, mogoče ne tiste najbolj, ki jih ponavadi turisti obiskujejo, tako da jih nekako poskušamo navdušiti, da grejo še kam, da mogoče malo dlje ostanejo. Na tak način probamo to našo dolinko v ta prostor umestiti. Glede na to, da se recimo tudi jaz malce bojim višine, kako pa vi gosta pripravite? Kaj vam je prva stvar, ki mu poveste, preden se spustijo po Ziplinu? Najbolj pomembna stvar pri Ziplinu je v bistvu treba vedeti, da je to zelo, zelo varna zadeva. Zipline je, ko si enkrat na jeklenico pripet, si v bistvu zelo varen. Je pa bistveno pri tej zadevi, da je zaupanje v opremi. To je jeklenica, ki ima nosilnost 17 ton, tako da bi praktično cel avtobus se lahko peljal. Vsa oprema, ki jo imamo tukaj, je praktično najboljša, kar se jo dobi. Običajno imajo Zipline plezalne pasove, mi imamo reševalne pasove, ki so bolj udobni, tako da kar se tega tiče, je oprema res ta prava in to tudi daje zaupanje gostom. Po drugi strani pa tudi povemo, da ni noben problem, če se malo bojijo, ker se jih večina boji. Moramo pa v življenju večkrat iti čez kakšen strah, da vidimo, da je znotraj vodu, zunega pa nič ni. Tako da je v bistvu ta Zipline tudi mogoče kdaj prav pride v življenju, ker je treba čez kaj iti. Preden pa se zabava začne, je potrebno poskrbeti za varnost. Tole je vaša oprema, ki jo boste potrebovali za varno vožnjo na naših jeklenicah. Profesionalna oprema za reševanje francoske znamke Petzl, ki nekako smatrana kot Rolls-Royce za plezalce in pa jamarje in reševalce. Zraven dobite seveda še čelado in pa rokavice, ki bodo obenem služile tudi za zaviranje na jeklenici. Nato smo se s kombijem odpeljali proti Homu, med vožnjo pa smo se že pripravljali na spust. Še nekaj varnostnih napotkov in nastopil je čas za prvi spust.
first we must put our gear on, our belts, and you take it so that this sign petzl is turned towards you. Just first unclip the helmet. So the trolley and safety carbine put on the wire. Then you put your left hand on the trolley, and then the right hand over. This is your stronger hand, and you sit on the belt. I call it sometimes couch position. So you don't need to pull yourself up, and just relax and sit back. Then you will roll down the line, and at certain point you have to brake. Brake doesn't mean to stop immediately, but to reduce the speed. And how do we do? You don't decide by yourself, but the guide on the other side, but the ending platform will show you the sign, this. And that means brake. And when you see this sign, you just put your right hand on the wire with the open palm. Preden pa smo se zares spustili, sta nas vodnika preizkusila na testni jeklenici. Špela, just smile and relax. Tako, prekrižaš noge, kolena k sebi. 3, 2, 1, gremo. In končno je napočil čas, da se spustimo čez dolino. Actually, guys, goodbye. Največja hitrost, ki jo lahko dosežemo, je 60 km/h. Najhujše je bilo za nami. Premagali smo začetni strah, temu pa je sledilo še 6 jeklenic spustov nad Savo dolinko. Zakon! Prekrižaj noge, nazaj se nam Se pa zgodi, da včasih potrebujemo malo pomoči, da prispemo do cilja. Med posameznimi jeklenicami smo se tudi malo sprehodili. Z ziplinom Dolinka se peljemo čez območje, za katerega se je v preteklosti govorilo, da naj bi ga zajezili. No, leta 2008 so na referendumu določili, da to območje ostane zaščiteno. Tako mokrišča, endemiti, ki se na tem območju nahajajo, ostanejo še vedno zavarovani. Mi pa se neinvazivno spustimo čez.
has your experience been today? It's been really good. It's not something I would normally do. It's a bit out of my comfort zone, but I really, really enjoyed it and I'd recommend it to anyone. No, jaz sicer osebno nisem bil prisoten pri napeljevanju teh žic, ampak glede na to, da se je v celi tej zgodbi hotelo poudariti predvsem tudi naravo in naravne lepote, so pri postavljanju tega ziplina pazili, da se je čim manj sekalo dreves, čim manj rezalo kakšnega vejevja in drevja in zato so te zajle napeljevali tako, da so pravzaprav reko prečkali 5krat, najprej z dronom potegnili laks za lovljenje morskih psov, potem pa še 4krat, najprej tanjšo in potem debelejšo zajlo, tako da so prišli do tega, da je zdaj ta jeklenica debela 13 mm in da se lahko varno vozimo preko. No, če je med vami še kdo, ki se boji višine, mu jaz toplo predlagam, da pride na zipline dolinko. Zdaj se pa pogovarja, ne? Zdaj pa gremo.